Pa moram povedati, da je bil današnje srečanje z gospodarstveniki in župani zelo konstruktivno, predvsem odraz enega zadovoljstva prisotnih nad našim dosedanjim delom in trudom, ki smo ga kot vlada vložili v to regijo na različna področja, bodisi infrastrukture, kulturne dediščine, znanja, gospodarstva, tako da praktično ni bilo nobene kritike, kar smo, bom rekel, običajno kdaj navajeni, bile so samo pohvale in zahvale in hkrati tudi spodbudne besede za naprej. Vsem je bilo pomembno zavedanje, da je Maribor pomembno, kulturno in znanstveno, če rečem, visokošolsko središče in hkrati, da se to odraža v celotni regiji in da moramo še naprej te aktivnosti krepiti. Danes sta bila položena dva temeljna kamna, bila je novica, da smo zagotovili dodatnih 9 milijonov za Rotovž, se pravi skupno 21 milijonov, da smo s pismom o nameri za občino vzpostavili podlago, da gremo v menjavo določenih nepremičnin, po drugi strani pa prisluhnili tudi kratkemu poročilu od določenih ministrov, koliko je bilo denarja vloženega v to regijo na vseh področjih. Danes smo zdajle ob zaključku pravzaprav slišali gospodarstvenike, da se pa njim ni namenila nobena beseda, pravzaprav zdajle so poslušali povzetek dneva, da pa bi imeli konkreten pogovor z gospodarstvom, s podjetniki, tudi pričakovali so, da boste danes na vladi potrdili subvencioniranje sheme, ja. Ne, na danes nismo imeli te točke na dnevnem redu, ker jo še usklajujemo in bo tudi v kratkem usklajena. V tem trenutku lahko rečem, da je gospodarska situacija v državi dobra, da je brezposelnost majhna in da tle treba biti zelo previden in premišljen, katere bojo tiste panoge, ki bojo imele prioriteto pri subvencioniranju skrajšanega delovnega časa, zato bomo pa resnično si prizadevamo to čim prej, mora biti pa narejeno po pameti. Gospodarstvo, ne vem, kdo je danes dal to kritiko, ker že na začetku se skoraj noben ni hotel javiti k besedi, potem so le dobili pogum, imeli so pa vso priložnost, ki si bi jo želeli, če bi želeli postaviti kakšno vprašanje tudi na temo gospodarstva. So bile pa pobude, ja, kako zadržati delovno silo tu, kako je pomembno vlagati v znanje in razvoj in kako so tudi primeri dobre prakse, ko se ljudje, ki so delali v Avstriji, vračajo v svojo matično domovino in to ostajajo. Tako da je bil tudi ta, ampak vedno zelo pozitivno in konstruktivno. Pogrešajo tudi ukrepe v bistvu za razbremenitev plač in davščin, pravijo, da večina ukrepov povečuje to obremenjenost. Glejte, tle so pogledi drugačni, tudi sistem, bom rekel, preračunavanja plač iz bruto v neto je nekoliko drugačen kot v drugih državah. Ne bi zdaj konkretno se spuščal na to področje. Mi smo, moram samo pogledati, koliko smo v najhujših trenutkih, ko je gospodarstvo rabilo pomoč, dali v gospodarstvo. To se je marsikomu zdelo samoumevno, pa ni, ne, samo v energetski krizi, potem pa v tej krizi, ki so povzročile te poplave, tako da subvencij za zeleni prehod, če to seštejemo, mislim, da gre kar za milijone, več 10-100 milijonov subvencij, ki so šle v gospodarstvo. Samo pa še ta prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki je sicer bremež delodajalca, zdaj prej si je vsak sam plačeval, se pa plačuje bistveno manj, če pa to gledamo, je spet druga plat, več plati je, ampak jaz mislim, da je v tem trenutku pomembno, da je brezposelnost majhna in da so naše gospodarstvo v dobri kondiciji. Iz Maribora se še vedno zelo dosti ljudi vozi v Avstrijo. Kako bi gospodarstvo lahko ta beg možganov in tako dalje zajezil, da bi več ljudi ostajalo tukaj v štajerski regiji?
Vlaganje v inovacije in v razvoj je en najpomembnejših odgovorov, ključnih odgovorov na to vaše vprašanje. Tle imate univerzo, kjer se vpis povečuje, če se bo te programe na področju farmacije še razvijali, ker je tu Sandoz, ker se zaveda svoja poslanstva in ceni slovensko znanje, tako da to je odgovor, superračunalnik, vse te investicije in projekti, ki dajo visoko dodano vrednost. Hvala.